Začnemo. Spoštovani, lepo pozdravljeni na drugem pogovoru iz cikla Filozofija med knjigami, ki ga Mariborska knjižnica organizira v sodelovanju z Slovenskim filozofskim društvom. Nocojšnji gost je dr. Boris Vezjak, filozof, družbeni kritik, publicist ter izredni profesor na Filozofski in pedagoški fakulteti. Dobrodošli. Pogovor bo usmerjal magister Igor Černe. Dobrodošel. Želim vam lepo doživeti večer in prepuščam besedo današnjima gostoma. Izvolite. Najlepša hvala. Zelo me veseli, Boris, da si se odzval mojemu povabilu, da izvedeva ta današnji pogovor. Dotaknila se bomo različnih tem, nekako po sklopih bomo malo potovala med različnimi temami, ki se bodo nanašale na nekaj malega strogo, seveda na filozofijo, nekaj malega na stanje intelekta v družbi. Mislim, da bo zadeva kar zanimiva. Glede na to, da zadevo organiziramo v sodelovanju s Slovenskim filozofskim društvom, se mi zdi, da je prav, da pozdravim tudi predsednika Slovenskega filozofskega društva, dr. Gašperja Pirca, in njegovega predhodnika, dr. Tomaža Vršovnika. Pozdravljena. Mislim, da je prav, da jo pozdravim, kajti v zadnjih letih je pod njunim vodstvom SFD zadobil nek nov zagon, razna medinstitucionalna sodelovanja, katerega plod je tudi današnji pogovor. Udeležba, ki je za te nenavadne čase, v katerih živimo, je navdušujoča, tako da se zahvaljujemo tudi vsem vam, ki ste prišli. Upam, da boste uživali. Na koncu bo seveda tudi čas za vprašanja, tako da želim vam obido užitka. Boris, če se dotakneva najprej v prvem sklopu enega takšnega malo bolj širokega vprašanja, ki ni nujno vezano striktno na ozko filozofsko področje, bi bilo vprašanje inteligence, intelektualca. V današnjih časih, ko poslušamo vse možno število različnih komentarjev z različnih področij, bi bilo eno tako tehtno vprašanje, kdo je danes intelektualec? Kaj pomeni biti intelektualec in ali je neka intelektualna širina, neko, če lahko temu rečemo, neko splošno znanje, ki pokriva recimo temu več različnih področij, sploh še zaželjeno in ali bi moralo biti zaželjeno in ali se sploh še pojavlja v javni sferi, recimo temu tako? Ja, hvala za to vprašanje, Igor. Še predtem hvala Mariborski knjižnici za tole prijatno povabilo. Hvala tudi Slovenskemu filozofskemu društvu, ki to organizira. In predvsem hvala vam, da ste prišli, da sem pred težavno nalogo, kot pravi Igor, ki želi obilo užitkov. Filozofija običajno ni užitek, saj ne za filozofe, za filozofe pa je, tako da bo zdaj pred nami ena težavna naloga, kako bi rekel, te užitke ponuditi sploh na temo, ki so ravnokar načela. Zato vprašanje, kdo je danes javni intelektualec ali intelektualec in tako dalje, takoj povem, je že posebej zoprno. Zato, ker običajno to vprašanje seveda postavljajo tisti, ki sebe smatrajo za intelektualce. S tem, ko se smatrajo za intelektualce, se postavljajo običajno v neko superiorno vlogo, spravi mi, ki mislimo to družbo in vi, ki ne mislite ničesar in tako dalje. In ta pozicija, da smo zdaj nenadoma, bi rekel, v tej vlogi je meni super zoprna. Jaz bi si želel biti intelektualec, bom kasneje tudi povedal, zakaj. Ne želim pa biti ta oseba, ki, bi rekel, postopa na ta, recimo temu, zvišen način. To bi bil že
moj začeten odgovor na to vprašanje. Namreč na pojem intelektualca se vežejo zelo ambivalentni, kako bi rekel, občutki ali pa presoje. Imamo recimo Michela Foucaulta, ki je absolutno verjel, da je naloga ali pa čas intelektualcev minil, zdaj tega časa več ni, pravzaprav smo dosegli neko fazo razsvetljenstva, ko so intelektualci bili pomembni, zato ker so vnašali več luči v dogajanje, razblinjali so razne predsodke in nevednost v družbi in tako dalje. Zdaj pa to nekako ni potrebno. Razen tega se večkrat zdi, kot da je, vse za Foucaulta, intelektualec nekdo, ki se postavlja metanivojsko na to pozicijo, že omenjeno, tistega, ki od zgoraj motri resnico, spodaj je neka neuka raja, množica, ki nima pojma in on bo zdaj tisti, ki je ta arhitekt misli in volje ljudstva in tako dalje. Skratka, vedno imamo to protipostavitev intelektualca na eni strani, ki bo, bi rekel, prinašal luč ljudstvo, ki je kao nevedno. In meni se seveda zdi, da se Foucault moti, ko na ta zelo, bi rekel, trd način postavi ta položaj intelektualca in tudi trdi, da je na nek način intelektualec v tem smislu odveč. Seveda, kaj bi potem bila naloga intelektualca, da se seveda spusti v neke družbene boje, da je aktiven in tako dalje. Jaz seveda mislim, da se pozicija intelektualca, nekega premišljevalca družbene stvarnosti in, bi rekel, družbeni boj, angažma in tako dalje ne izključujeta, da se tukaj recimo Foucault moti. Ampak če grem čist nekako v začetek, tam vidim recimo bivšega rektorja Mariborske univerze, doktorja Daniela Rebolja. In bi rad samo spomnil na naslednje, ker pač delam v tem univerzitetnem prostoru že veliko časa. Je običajno tako, da recimo o podelitvi diplom, dekani fakultet, rektor in tako dalje, pravzaprav študente, bruce celo nagovarjajo, tudi bruce, kasneje tudi diplomante, naslavljajo z tem pridevnikom, epitetom intelektualec. In meni se seveda zdi, da nič ne bi moglo biti bolj ozko od te definicije. Spred ta definicija, da vsak, ki študira, ki je diplomiral in tako dalje, intelektualec, je pravzaprav neka Gramscijevska definicija intelektualca, po kateri so intelektualci tisti, ki so izobraženi duhovniki, učitelji in tako dalje, tisti, ki so nosilci nekega znanja. To je neka zelo, zelo specifična in ozka definicija intelektualca. Jaz mislim, da se danes največkrat seveda, ko se pogovarjamo o intelektualcih, kar kako potem končajo ti intelektualci, da pravzaprav običajno družba, namreč naši študenti vseh univerz, ne samo filozofi, tako da se pravzaprav celo življenje držijo tistega specifičnega poklica, za katerega so se izobrazili in družbi razen tega ne prispevali ničesar. Če bi kaj moral intelektualec početi, je gotovo to, da prispeva za svojimi premisleki, za svojim mišljenjem, za svojo vizijo, za svojo analizo, za svojo kritiko družbenega dogajanja k skupnemu dobremu, da na nek način reflektira dogajanje v družbi, ampak tega ti intelektualci ne počnejo. To počnejo v končni fazi intelektualci, ki jim pravimo javni intelektualci. Tako da najmanj, kar je, Igor, je ta dihotomija, intelektualec, ki je tega izobrazbenega tipa, pa se mi zdi, da je tu ta raba zelo ozka in morda celo napačna in ta bolj pogosta raba, ko pod besedo intelektualec mislimo na javnega intelektualca, no, potem pa se stvari zapletejo. No, bom povedal kako, če smem. Namreč,
Ena od stvari je gotovo ta, ne, da javni intelektualec, torej tisti, ki bi rekel posega v javnost in ga po drugi strani javnost prepoznava kot takšnega, ni to po svoji izbiri. Želim povedati, mislim, da je napačna presoja, da intelektualec kar si, ker se v nekem segmentu udejstvuješ na nek določen specifičen način. Pravzaprav si intelektualec, če te javnost prepoznava kot intelektualec, spravi, ni popolnoma nič od tega odvisno, če si, ne, od tega, da ti misliš, da si intelektualec. Ne. In zdaj, jaz sem se pred leti s tem malo ukvarjal in sem razmišljal, kakšno orodje bi lahko uporabil, da bi gotovo kdo šteje za intelektualca. Ne. Če vas vprašam, kdo so zdaj ti slovenski intelektualci, koga boste našteli. Ne. In nisem prišel do boljše metode, kot je ta, da sem vzel množične medije, recimo, vzel sem recimo časopis Delo in sem pogledal v obdobju 5 let v arhivu časopisa Dela, koga so novinarji, ne, imenovali za intelektualca, ne, v časopisu tistih 5 let, časopisu Delo. Ne. In prišel sem do ene super skromnega števila omemb, ne. Prišel sem do 6 imen, zdaj 6 imen je v 5 letih, ne, bilo prepoznanih v tej vlogi, da jim je pač nek novinar, ne da se sami rekli, ampak da jih je nek novinar prepoznal kot intelektualce. Zdaj ne bom se vseh spomnil, ampak to je bil gotovo Slavoj Žižek, potem je bila Neda Pogon, potem je bil Vekoslav Grmič, potem je bil Jože Pučnik, in še nekdo, ne, skratka, to je bil ta obseg, ne. Potem sem prišel, to je pa še bolj zabavno, potem sem prišel seveda v arhiv časopisa Večer in sem ponovil vajo, ne, češ, koga so pa zdaj v 5-letnem obdobju imenovali za intelektualca v časopisu Večer, ne. In potem se je zgodilo, moram to povedati, ne, prišel sem do precej zabavne ugotovitve, da je šlo samo za 2 ali za 3 omembe, od katerih sem v 2 bil jaz sam udeležen, ampak ne na ta način, da nekdo rekel, Boris Zvezek je intelektualec, ne, ampak zato, ker sem organiziral 2 peticiji intelektualcev, recimo ena je bila posvečena Francu Kanglerju in zahtevi, da vstopi kot župan, to je bilo maja 2011, ko smo zahtevali, intelektualci smo zahtevali odstop župana Franca Kanglerja, leto pred stajami, a ne? Ampak mi smo bili imenovani za intelektualce zato, ker sem pač jaz napisal tisto pismo in ker sem ga jaz poslal medijem in ker sem jaz nas same okvalificiral za intelektualce, tako da je bila ta stvar popolnoma avtoreferenčna, ne? Zato, ker sem nam samim rekel, mi smo intelektualci, so pač v tem primeru v Večeru bili prisiljeni reči, to so pa zdaj intelektualci, ti. Ne? Razen teh omemb, ki jih je, mislim, res neverjetno malo, skratka, kot vidite, če sodim samo po omembah, torej funkcija, ne, in položaj javnega intelektualca v tem slovenskem prostoru močno izginja. Spravi, je tega vedno manj. Zakaj? Je to zelo zanimivo vprašanje. Jaz, kot rečeno, razumem te pomisleke, Igor, ne, da, ne vem, je morda ta pojem danes na neki točki presežen. Razumem, recimo, to je precej zanimivo, ne, da ta lev politični pol, mislim, da še zlasti ne mara tega koncepta in zavrača neko pozicijo javnega intelektualca in tako dalje. Jaz se razumem do neke mere, ne, ker je rekel, koliko gre za to, da nekdo, kot rečeno, takole zviška, ne, superiorno, bi rekel, gleda na družbeno dogajanje in deli neke napotke, je to gotovo nekaj, kar tudi mene odbije in odvrača, ne. Ampak vendarle mislim, da še vedno sem tam, ki misli, da je funkcija intelektualca
potrebna in pomembna, da pa o tem ne odločamo mi, da o tem predvsem odločajo mediji. Kot rečeno, mediji so tisti, ki te na ta način, bi rekel, obravnavajo, mislim, širša javnost in mediji kot reprezentanti javnosti. Na tej točki pa potem jaz recimo nisem več uspešen iz nekih zelo specifičnih razlogov, ker se takole že 20 let ukvarjam z medijsko kritiko in sem se vsem novinarjem in medijem zameril, tako da ne dopuščajo oziroma ne dovolijo več, bi rekel, prostora v njih, tako da sem nekako padel ven, tudi kot intelektualec. Skratka, če se želite medijem zameriti, potem vam svetujem, da se ukvarjate z medijsko kritiko, tako kot jaz, in potem bo pa žal, stranski produkt tega tudi, da žal ne boste dobivali več nobenih vabil medijskega prostora in potem tudi več javni intelektualci ne boste mogli biti, in to mene kar precej tako malo greni, da ne morem biti javni intelektualec, ker nima več prostora v medijih. Ja, hvala za tak izčrpen odgovor. Zdaj, če se malo premakneva iz polja intelektualca, intelektualke, pa greva mogoče malo bolj na še ožje polje filozofije, bi mogoče najprej eno takšno splošno vprašanje postavil. Zdaj, kakšna je vloga oziroma naloga filozofinje v sodobni družbi v primerjavi s preteklostjo, recimo kaj je bil filozof včasih, kaj je filozofinja danes. In pa morda kot podvprašanje še tukaj bi lahko morda rekli, da je filozofija na eni točki zgrešila, oziroma lahko uporabljamo kakšno drugo besedo, da si ni izborila recimo istega prostora kot sociologija, psihologija, antropologija, ker v medijih, v dnevnih pogovorih lahko redno poslušamo kako se za neko javno mnenje, za neke premisleke o nečem sprašuje psihologe, sociologe, antropologe. Filozofi so tisti, ki zelo redko kdaj tukaj sprašujejo, če prižgemo televizijo, bomo prej srečali koga izmed teh znanstvenih disciplin kot pa tam. In pri filozofiji je tudi to zelo velik razkorak. Zdaj, v najboljšem primeru nas imajo za, pa najboljšem, zelo pogosto nas imajo za nekoga, ki ima, ne vem, poglobljen pregled nad humanistiko, je sposoben nekega kritičnega pogleda na družbo. V najslabšem primeru pa vsi vemo znaka filozofa že, da nekdo reče, aha, ti si pa filozof, pa se tukaj marsikdaj tudi konča in je že malo, skoraj na nek način že malo slabšalno ali posmehujoče, recimo temu tak. Zdaj, kje je torej tista točka morda, da se filozofija kot neka znanstvena disciplina ni umestila na polje, da se bi jo malo resno v družbi namela nek status, ne samo recimo akademske ali pa raziskovalne sfere, ampak tudi v nekem splošnem polju. Ker širše... To je zdaj vse relativno, za nekatere filozofe vendarle je prostor, bi rekel javni prostor, ne vem, gledal sem silvestrski program in tam sem zagledal Slavoja Žižka od Maje Kevc, mislim, da je odgovarjal Tilenu Artaču na neka vprašanja. Zanimivo, da je imel pred sabo nek list in je kar bral na ta kviz vprašanja svoje odgovore. Tako da sem prvič videl te vrste kviz, ker imaš pred sabo napisane odgovore na vprašanja. Za nekatere gotovo je prostor. Jaz bi sam rekel, da je en drug problem, če začnem z tem, kar si na koncu vprašal, da namreč glede filozofskih tem, ki se recimo v javnosti ali pa v medijih sprožajo, ne sprašujejo filozofov. To pomeni, da če kakšna etična tema, če to, ne vem, vprašanje eutanazije, če gre za vprašanje človekovih pravic, če gre za vprašanje morale in etike, če gre za, ne vem, vprašanja, ki so povezane z
človekovim dostojanstvom in tako dalje, ne, tam se nenadoma potem znajdejo, ne vem, zdravniki, pa potem iščejo, se spomnijo nekega teologa, ne, pa se spomnijo potem enega pravnika, pa morda sociologa in potem filozofi res padijo ven. Ampak moje stališče tukaj je malce ločeno. Jaz namreč trdim, da so v kar veliki meri filozofi sami krivi za to, da teh povabil ni. To namreč pomeni, da preprosto jih novinarsko oko očitno ni opazilo, ali pa ni recimo temu opazilo njihove tvorne razprave s tem zvezi. Ni vedno temu tako, ne, da se razumemo, ampak velikokrat se mi zdi, da pa je tako, ne, da pravzaprav filozofija je tako zelo široka disciplina, da žal, to je treba zelo jasno povedati, ne, imamo zelo veliko nekvalitetnih filozofov in zdaj, če nek novinar, ne, ki išče sogovorca na temo eutanazije, se izmišljujem, tale, mislim, da kolega Klafer, sem ga nekje videl, sem ga videl? Ja, sem ga, ne. On je specialist za eutanazijo, on bo recimo o tem lahko veliko povedal. Ampak, če novinarji, ne, mediji, množični mediji v povprečju pravzaprav ne naletijo na zares zelo smiselno razpravo o neki tudi filozofski temi ali pa celo primarno filozofski temi, potem mislim, da so lahko upravičeno zadržani do povabil filozofom. Ne. Zelo veliko filozofije pravzaprav, ne, tukaj moram kako biti kritičen do lastne discipline, si skoraj s težavo zasluži to ime. Ne? In tu vidim eno od težav. Načeloma pa seveda drug razlog, zakaj mislim, da je filozofija recimo temu diskriminirana v javnosti, je pa gotovo teh 2000 in več let stereotipov in predsodkov, ki se vežejo na filozofijo. Ne? Tako kot si sam prej rekel, biti filozof, žal, tako kot že v antiki, mimogrede, pomeni danes veliki večini neko prazno govorjenje, ne? Govorjenje na pamet, blebetanje, govoričanje in tako dalje. Ne? Jaz sem recimo dost kritiziral to vrstne stereotipe, ne, pri slovenskih politikih, recimo Marjan Šarec ima to očitno v genu, ne, ko je bil predsednik vlade, mislim, da skoraj v vsakem govoru rekel, nehajmo filozofirati. Ne. To je uspelo tudi dekanu filozofske fakultete, na kateri sem zaposlen, ne, tako da ga je bilo treba spomniti, da ima na fakulteti tudi oddelek za filozofijo, ne, in potem se recimo popravil. Tako da, mislim, proti tej vrstni stereotipizaciji bi se seveda filozofi, kdo pa drug, morali kot prvi boriti. Ne? Tukaj ne gre samo za stereotipe, ne, o filozofiji kot nekoristni vedi ali disciplini, ampak tudi o odvečni vedi. Ne? Evo, spet bom tam bivšega rektorja malce hecal. Sedanja prorektorica, naj njegova, ne, ona je recimo napisala sedanja prorektorica Mariborske univerze, napisala tekst, v katerem leta 19, v katerem razlaga, da pač nekako bi morali filozofe in ne vem še koga zraven omenja prekvalificirati, ne, tako da bi bili zdaj, kako že rekla, zdravniki, ne, in računalničari, ne, pazite, mislim, ne vem, če morda celo za raziskovalno dejavnost, ne, prorektorica, ampak želim povedati, ta mit o odvečnosti filozofije, o nepotrebnosti, nekoristnosti, pazite, to je mit, s katerim se filozofija mora ukvarjati zelo veliko časa, filozofi se morajo ukvarjati zelo veliko časa že od Sokrata dalje. Ne? Mi smo nekaj dni nazaj imeli informativne dneve, takšni časi so in ne vem koliko časa smo posvetili temu, tej demitizaciji, ne, razgrinjanju predsodkov o tem, kdo je filozof in kdo ni. Ne. Če želite vi prepričati dijaka, da bo upisal filozofijo,
morate iti skozi to, kar je žalostno, zelo žalostno, morate iti skozi, bi rekel, to fazo ali pa to etapo, da ga prepričujete, da filozofija ni to, kar množice govorijo, da filozofija je. Skratka, neka nekoristna, večna stvar. Nasprotno nam filozofom, in to znamo tudi dobro argumentirati, se zdi super koristna in nepogrešljiva stvar. In tudi, ko se potem študent piše na študij filozofije, kaj je potrebno nekako spodbujati, zato ker je ves čas v tem kontaktu z študenti, ne filozofi, kjer mora, kako bi rekel, neki vsakodnevni ravni dokazovati, da filozofija je čisto vredno stvar za študirati in tako dalje. Ampak pazite, ta stereotip do filozofije, o njeni odvečnosti, nekoristnosti, to najdemo že v antiki, to najdemo že pri Sokratu, pri Platonu, Aristotelu. Recimo, Sokrat v dialogu Fajdon piše o tem, tam se pogovarja s svojimi prijatelji, s Fajdonom, Siniasom, Skebesom in tako dalje. In on jih zdaj nekako prepričuje, da ni nič hudega, če bo on zdaj popil tisti strup, iz pikastega mišjaka, ne iz trobelike, kot so kasneje gotovili, da obstaja neka razlika med trobeliko, s katere so delali strup in pikastim mišjakom, ki mimogrede zelo pogosto raste v Sloveniji. Glavnem ta ena rastlina, s katere so naredili strup in on je zabil na tem, da seveda popije strup, zato ker je seveda, kot veste, kvaril atensko mladino in klical k nedržavnim bogovom in tako dalje, kar so potem prepoznali seveda kot hud greh in so ga obsodili na smrt in potem na neki točki seveda Sokrat prepričuje svoje prijatelje, da umret ni nič hudega, da je smrt ločitev duše od telesa in da se pravzaprav vsak polnokrvni filozof celo življenje pripravlja na smrt. Poanta je seveda ta, da si pravzaprav filozof ves čas želi, bi rekel, te bližine duše, telo mojo napoto, tako da je smrt kot ločitev duše in telesa neko zelo zaželeno stanje in potem postavi to tezo, da filozofija pravzaprav je neka priprava na smrt. To je njegova znana teza, Meletet Hanatu v grščini, v Fajdonu, ki jo potem dokazuje, češ, gledajte, sem se celo življenje pripravila na smrt, zdaj, ko pa lahko končno popijem ta strup, bom to z veseljem storil, In potem v tistem hipu, če ste brali Fajdona, pride celo ječar in reče, oprostite, jaz sem tu ležal vse zmešano, ampak veste, to je zelo zanimiv moment v Fajdonu, ampak veste, če se boste še dolgo pogovarjali, bodo vaša telesa zagreta in vroča in potem strup ne deluje tako zelo močno in boste morali popiti 2 ali več čaš strupa, Vedno Sokrat na to odgovori in reče, ni problema, jaz bom popil tudi 3 čaše strupa, samo da se pogovorimo do konca, No in potem, ne vem, katera so njegov prijatelj, Sinias Skebes pravi, ti Sokrat praviš, filozofija je priprava na smrt, ampak ali si že slišal, kaj pravijo ljudje, da namreč, to bi bilo pa zelo lepo, da bi ti filozofi bili mrtvi, Dobesedno to tezo, bi rekel, ta stereotip do filozofije tistega časa, da so filozofi toliko odvečni, da so pravzaprav najboljši filozofi tisti, ki so mrtvi, So nam mrtev filozofi, dober filozof. Seveda gre za ironičen kontekst, gre za štos, ampak iz tega štosa lepo vidimo, je rekel, to moč, intenzivnost tega predsodka, ki se vleče 2000 in več let do filozofov, da so samo mrtvi filozofi, dobri filozofi, skratka. Kaj mi sploh tukaj počnemo, Skratka, Igor, če sprašuješ o tem položaju filozofije nekoč in danes, bi načeloma rekel, da pravzaprav se ta položaj ni kaj dosti spremenil, In tukaj pravzaprav spet pridemo do te malo širše vloge filozofa kot nekega družbenega delavca ali pa javnega intelektualca, o čemer smo govorili. Recimo,
Prej omenjeni Sokrat, bom spet njega citiral, ne, v apologiji sebe znamenito opiše kot obada. Ne, on se tam norčuje iz teh porotnikov, ki so ga ali ga bodo obsodili na smrt, sem že malo pozabil, v kateri fazi je to, in on reče takole, ja, ampak vi boste meni kar fentali, ali vi bi mene kar ubili, ne? Ampak poglejte, jaz sem koristen za polis, jaz sem koristen za državo, ne? Jaz sem podoben obadu, ne? Ki pika tega plemenitega konja, torej državo, ne? Da ne zaspi in ga zatem prebuja, ne? Želim povedati, jaz sem v tej svoji kritičnosti, v tej svoji, kako bi rekel, tem, da vam pridržim zrcalo, pravzaprav toliko koristen, da bi vam to, da me zdaj želite ubiti, moralo priti na pamet kot zadnja stvar, ampak vi me želite ubiti. Skratka, on sebe opiše kot obada, ki napada tega plemenitega, vendar lenega, kot pravi konja, ki se mu malo zeha in bi spal in tako dalje. In to mislim, da je bila, recimo, mislim, da je tukaj, Igor, ena taka lepa metafora in ilustracija tega, kar se mi zdi, da na filozofu je preživelo teh 2000 let. Filozof bi moral biti ta obad, moral bi biti podoben temu Sokratu, in moral bi biti trn v peti, družbi, še zlasti politikom in tako dalje, in someščanom. In kot vidite, je Sokratu to kar uspelo, žal za tragično ceno, ki je na koncu plačal. Čeprav je izgledalo, da je kar vesel v te cene. Ja, sedaj, Sokratov si se v bistvu že malo dotaknil, pa malo tudi že odstrl odgovor na naslednje vprašanje, ki pa se bo dotikalo točno tega, kar si govoril, pa če bi to še mogoče malo bolj razdelala. Zdaj, Sokrat kot obad, ampak če tukaj postavim vprašanje, zakaj je sploh potrebno premišljati, tudi zakaj mora filozof, filozofinja premišljati recimo umeščenost posameznika v sistem pod nekimi narekovaji. In ali je ta sistem, v katerem bivamo, ki se pač na različnih koncih sveta različno izoblikuje, ga je potrebno kritizirati. Je to nekaj, kar je dobrodošlo, ali je neka, rečemo drugače, je popolna odsotnost kritike v demokraciji sploh dobrodošla? Recimo, je filozofija na nek način poklicana, da vnaša nek zdrav razum v iracionalnost tega časa. Kaj bi pomenila popolna odsotnost kritike v recimo demokratičnem sistemu? Ja, jaz mislim, da smo trenutno v Sloveniji na dobri poti, da izgubimo to kritiko recimo do oblasti. Se vidite, kaj se zdaj dogaja, napišete ironičen tweet kot Pavle Gantar, malo se pohecate in že dobite 250 €, kar ste naredili prekršek. Spravi smo. Ne samo, da ni kritičnosti, malo se dobesedno vračamo v to ero verbalnega delikta, kjer človek niti ust ne bo smel odpreti. Kaj šele, da bi bil kritičen? V bistvu Gantar, bivši predsednik parlamenta, je s tistim tweetom, katerim je, če se ga najbolj poznate, poskušal samo komentirati, kako oblast zaplinja dobesedno državljane na tistih protestih 5. oktobra lani. Skratka, Igor, jaz mislim, da je odgovor jasen. Naša dolžnost je vseh nas kot državljanov, da smo kritični. Intelektualcev, filozofov pa dvakrat bolj. Zato, ker prvič, jaz mislim, da filozof po svoji, kako bi rekel, profesiji mora biti kritičen in filozof pravzaprav po svojem poslanstvu mora biti kritičen intelektualec. Tukaj bi spomnil na velikega Noama Chomskega. Jaz mislim, da Chomsky kotira na tej lestvici intelektualcev najbrž
v čisti špici, ne, če bi dolgo razmišljali, kdo so ti svetovni intelektualci, da najbolj zelo hitro prišli do Noama Chomskega. In seveda še koga. In Chomsky je recimo leta 1968 napisal en tekst, v katerem je apeliral, pazite, na filozofe. In tukaj sem kritičen do filozofov, spet, ker sem rad kritičen do filozofije in filozof, da so njihove, kako bi rekel, da je njihovo poslanstvo, njihova naloga, njihova dolžnost v univerzitetnem in javnem miljeju večja od drugih akademskih profilov, zato, ker imajo kot edini med vsemi akademskimi profili orodja in instrumente za analizo družbenega dogajanja, za analizo torej, ideologij, ki nam vladajo, za analizo družbenih fenomenov, za analizo racionalnosti, za analizo vsega, kar je pomembno v družbi. Zato je dobesedno v tistem tekstu, ki govori o naloga filozofije, pravzaprav Chomsky apeliral na filozofe, da vzamejo to osrednjo pozicijo intelektualcev. In žal ga niso ubogali, pretežno ga niso ubogali in teh 50 plus letih se ni šlo nič na bolje. Jaz mislim, da seveda kritičnost je vedno bila dimenzija filozofije. Poznamo Immanuela Kanta, ki napiše te kritike. Njegova poanta, kot veste, Kantova poanta je, da kritičnost znotraj filozofije, da s kritičnostjo znotraj filozofije na nek način utre pot onkraj dogmatizma in onkraj skepticizma. Kantov kriticizem pravzaprav predpostavlja, bi rekel, gojenje neke vednosti, znotraj katere se sprašujemo po pogojih te vednosti, medtem ko se seveda dogmatiki ne sprašujejo po pogojih lastne vednosti, ampak dogmatično predpostavijo, da imajo prav, in na drugi strani skeptiki seveda predpostavijo, da dobena vednost sploh ni mogoča. Spravi, ta Kantova kritična pot je tretja pot, onstran zanikanja sleherne vednosti, skepticizma in pa dogmatične predpostavke, da obstaja zgolj ena a priorna resnica in tako dalje. Ampak zdaj nekaj drugega me zadnje čase fascinira, o tem sem se dosti pogovarjal z tukaj navzočim Robijem, recimo, namreč na kakšen način se danes apropriira, kaj že dobro izraz za to, prilašča kritično mišljenje. Filozofi se radi dičijo za kritičnim mišljenjem, to je recimo neko vzgojno-izobraževalno, uspešno metodo, na kakšen način prizgojiti kritičnost med otroke in tako dalje. Ampak, če danes pogledate, kaj se dogaja z tem famoznim kritičnim mišljenjem, boste seveda gotovili na podoben način, kot smo prej že omenili, recimo etiko in moralo, ali pa tudi teorijo argumentacije, ali pa teorijo zmot, da si jo prisvajajo vsi drugi, in da počasi, bi rekel, to postaja polje neke vednosti, ki je vedno manj filozofsko. Sprej, na podoben način, kot danes v etiki razpravljajo pravniki, teologi in sociologi, na podoben način, kot danes v teoriji argumentacije govorijo oglaševalci, PR-ovci, komunikatorji in ne vem kdo vse, samo ne filozofi. Na podoben način je danes recimo kritično mišljenje postala neka panoga, ki so si jo prisvojili psihologi na eni strani, pa jim to zdaj predstavlja neko posebno kognitivno stanje, ali pa metakognitivno stanje. Potem na drugi strani je ta kritična misel nenadoma postala, bi rekel, neka poslastica za tehniki bi tudi govorili kritično misel, ampak oni imajo svojo predstavo, kaj kritična misel je. Skratka, prvo vidimo, kako
bi rekel, vsebina, teme, tematsko polje, ki ga doslej pokrivala filozofija, nenadoma postane, bi rekel, ekskluzivna last drugih, pri čemer bi seveda filozofi bili veseli, načeloma, če se zdaj psihologi, tehniki zanimajo za kritično mišljenje, ampak ne, oni se zanimajo na način, da prilagodijo svoj koncept kritičnega mišljenja temu, kar potrebujejo, pri čemer jih ne zanima filozofska podlaga kritičnega mišljenja. Ne? Lep primer te apropriacije, prisvojitve je recimo pojem mindfulness, čuječnost. Mindfulness. Kaj je zdaj ta mindfulness? Mindfulness je več kot očitno nek generičen pojem, ta pojem je zdaj hit, vi imate seminarjev o čuječnosti, koliko želite, imate znanstveno produkcijo o čuječnosti, vsi se zdaj ukvarjajo s čuječnostjo. Ampak če greste analizirati, kaj ta mindfulness je, potem boste videli, da to je nek generičen pojem, v katerega je vtkana, ne vem, 10 filozofskih šol, ne vem koliko filozofskih epoh in tako dalje. To je neka oblika, veste, meditativne prakse, ki malce spominja na nirvano, pa spominja malo na stoiško ataraksijo, neko duševno neznemirenost. Lahko bi šli in bi našli v različnih filozofskih in religioznih šolah nastavke za ta mindfulness, ki je na koncu samo en zelo instanten pojem, v osnovi filozofski, ki se ga danes za razne potrebe, marketinške, psihološke, ne vem kakšne, uporablja. Tako da, to me recimo jezi, da filozofi prepuščamo polje svojega delovanja ali pa teme, ki so filozofske teme nekako drugim, na to več nimamo nobenega vpliva in te teme začnejo figurirati kot neko čisto drugačni pojmi, z drugačno vsebino, v drugačnih kontekstih in popolnoma izmaličijo začetno intenco in začetno vsebino leteh. Tako da tu, mislim, spet krivim filozofe, da v zvezi s tem skoraj nič ne naredijo. V glavnem, ne vidim drugega kot to, da če bo kdo moral polje filozofije, bi rekel, braniti, potem so to filozofi v prvi vrsti. Zdaj, če ga oni ne branijo, drugi namesto njih ne bodo branili filozofije. Tega se bi filozofi morali zavedati in se vam opravičujem vsem filozofom tukaj v tej dvorani, da toliko govorim pravzaprav o filozofiji na ta način, da jo grajam. To je morda bolj razprava za intern krok. No, jaz mislim, da ni nič narobe, glede na to, da je cikel pogovorov v naslovu cikla je filozofija, tako da tudi če se v bistvu je zaželjeno, da se te stvari dotaknemo. Ampak jaz bi šel mogoče tu malo bolj detajle. Po eni strani vidimo, da gre za neko umankanje kritike, ki bi bila na mestu. Po drugi strani pa se že danes vsak lahko samega sebe okliče kot kritika. Zdaj, mogoče malo bolj tako specifično vprašanje, pa kaj je tista pravilna struktura kritike? Kaj je tisto, kar je pri kritiki, da lahko rečemo, to je pa kritika na mestu, ali pa nekaj, kar je po domače rečeno flancanje? Kaj so ene najpogostejše, recimo, napake v kritiki, ki se jih bi morali izogniti, da lahko rečemo, da smo konsistentni v nekem svojem delovanju? Ja, to si dobro gotovo. Kritični smo načeloma vsi in si morda celo domišljamo, da smo dobri v tem, zjutraj, ko nergamo partnerju ali partnerki, pa zvečer, pa v službi nergamo, pa nergamo nad vlado, nad vsem nergamo in si domišljamo, da smo kritični in smo, bi rekel, v tem smislu kritični državljani, da to ni kritičnost, to je pravzaprav nerganje. Absolutno bi morali ločiti tudi med kritiko in kritikastrstvom ali čem podobnim, pri čemer je kritikastrstvo najbrž
kritičnost, ki je sama sebi namen ali kaj podobnega. Če pa že sprašuješ po metodi, kaj je dobra kritika in kaj ni, potem bi sam gotovo dejal, da ravno o tem govorijo dobri učbeniki kritičnega mišljenja. Jaz mislim seveda, da je dobra kritika tista, ki je, kako bi rekel, racionalna, ki je utemeljena, ki jo lahko podpremo z razlogi, pri kateri lahko, bi rekel, navedemo argumente za to, zakaj je ta kritika, bi rekel, potrebna in zakaj ni potrebna. Seveda mora biti kritičnost v prvi vrsti usmerjena, bi rekel, v pravo temo, v pravo tvarino. Jaz običajno, recimo, poskušam kritizirati recimo medije, pa družbene fenomene, pa politike in tako dalje. In se mi zdi, recimo, če sem čisto konkreten, da to najlažje počnem na ta način, da opozarjam prvič na manipulacije, laži, prevare na eni strani, potem propagandne metode na drugi strani, potem na argumentacijske zmote in prevare na tretji strani. In da je to pravzaprav nekaj, kar se meni zdi, mislim, super koristno, zato ker, mislim, meni se zdi, da bi se drugim moralo zdeti super koristno, največkrat se ne, tako moram reči, ampak največkrat se drugim očitno ne. Namreč nekaj se treba zavedati, tukaj bom pa zdaj imel neko čvrsto stališče. Jaz mislim, da živimo eno dovolj nezrelo demokracijo v Sloveniji, ki je vredna vse kritike. In da bi seveda te kritičnosti glede to, da je vredna vse kritike, moralo biti več. Jaz prispevam svoj delež, kolikor lahko, morda 2-3 na teden, kaj napišem na svoj blog. Kot rečeno, v medijih me ni, tako da imam pa svoj blog, to je moj medij. Pa imamo Facebook, ker smo lahko kritični intelektualci, če že v množičnih medijih ne moramo biti, ampak tam so vsi kritični intelektualci, to je ta problem, tako da se zgubite v milijonih drugih. Kakorkoli že, zdi se mi seveda, da je kritičnost v tem slovenskem družbenem trenutku prepotrebna, da je pravzaprav deležna neke deflacije popolne, da v bistvu samo ta oblast, če jo pogledamo, ki je po svoji strukturi avtoritarna oblast, bi ta kritičnost morala biti vsakodnevna, strani nekaterih najbrž tudi je, ampak absolutno se mi zdi, da premalo. Tako da, kaj narečem? Jaz mislim, da je kritika dobra takrat, kot rečeno, ko je utemeljena, ko je lahko, kako narečem, falsificiramo in preverimo, bi rekel, ali stoji na nekih zdravih temeljih in tako dalje. In da to relativno hitro vidimo, ali je dobro ali ne. Večji problem vidim tem, da je pravzaprav tega bistveno premalo, da so državljani skrajno nekritični že po sebi, ker pazite, mi, bo zdaj malce bolj vsakodneven postal. Pravzaprav pogledajte, že od, mislim, da aprila leta 2020 spremljamo proteste proti tej oblasti, te petkove proteste. Bilo jih je že 100 približno. Ampak tudi v Mariboru so bili, ampak teh protestov je premalo. Ja, zdaj pridemo do tega. Mislim, premalo jih je glede na obseg udeležencev, tako moramo reči, glede na količino jih je zelo veliko, nepričakovana. Jaz občudujem ljudi, kot so Jaše Jenull in Teja Jarc, ampak glede na količino, na obseg,
je pa seveda teh udeležencev kritično premalo, kritična masa teh udeležencev je prenizka, ne. In na eno stvar bi opozoril, ne, recimo, bom še bolj aktualističen, morda ne bi smel biti, ne, poglejte, ne, odkar se zdaj pogovarjamo o tem, da bodo 24. aprila volitve, in o tem se zdaj pogovarjamo že nekaj mesecev, so ljudje kar zadovoljni, so kar manj kritični do te oblasti. A veste zakaj? Ker si rečejo, ja, počakali bomo še te 3, 4, 5 mesecev, potem bodo volitve in več teh autokratov ne bomo gledali, ne. Ampak ravno to je napaka, ne. Ravno, bi rekel, to nas pripelje v to cono indolence, apatije, zadovoljstva, ko sebe pripričujemo, da ne rabimo dati ničesar od sebe. Ampak ravno zdaj, kot vidite, se najbolj umazane stvari dogajajo, ne. Ta oblast ravno te mesece in do volitev počne katastrofalne stvari in jih bo, bi rekel, izpeljala do konca, škodljive za to državo do konca, ljudje pa samo čakajo na ta 24. april, ne, da bo rekli, kaj bomo šli pa na volitve, bomo rekli konec. Ne, na volitve bi morali iti včeraj, na ulico bi morali iti včeraj, predvčerajšnjem in protestirati v bistveno večjem obsegu, ne. Zdaj govorim posredno o tej nekritičnosti državljanov, ki so se nekako pasivizirali že samo zaradi golega dejstva, da se pač volitve približujejo in da bodo vsaki tukaj in potem bo konec vsega in tako dalje. Človeški je nekaj zelo zvitega, ne. Vedno najdemo 1000 izgovorov, da nečesa ni treba storiti in to ravno takrat, ko bi najbolj morali to stvar storiti. Ja. Zdaj, ena stvar, mimo katere danes zelo težko gremo, je epidemija. To dnevno poslušamo iz vseh koncev in krajev že kar nekaj časa. Z njo poslušamo tudi o teorijah zarote, o paranoji in podobne teme se napletejo tukaj zraven. Zdaj, mogoče bi razjasnili tu en način, en pogled, kjer seveda zavedati se moramo, da neke teorije zarote, to ni stvar, ki bi se pa pojavila zdaj leta 2020 časa smo v tem obdobju, ki bi se pojavilo z epidemijo, teorija zarote, paranoja. Lahko pa morda izpeljemo ene misel, vem, da si ti tudi dosti o tem razmišljal, kot nekaj vrste paranoja, kot privlačna metoda za izvajanje psihopolitike. Tudi recimo filozofija, ki je strukturirana kot paranoja, kako so povezani med seboj, morda ti pojmi, če bi malo še to razdelil. Ja, tukaj je kolega Tomaž Grušavnik, ki je napisal knjigo o teorijah zarot, tako da zdaj ne bom skakal v zelje, ampak mislim, da je posebna naloga filozofov pravzaprav ves čas, da opozarjajo na te strukture iracionalnosti v družbi. In seveda, čemu smo bili priča, bi rekel, zadnji 2 leti je preneslo ne samo epidemijo virusa, ampak tudi neko epidemijo iracionalnosti v naše življenje. Pravzaprav je že, kako bi rekel, boj za javno zdravstvo bil na trenutke precej odvisen od tega, ali bomo to iracionalnost v človeku znali ustaviti ali ne. Se pravi, ni šlo več za doze zdravila, ne, in kako bo to učinkovalo, ampak kako dejansko te izbruhe iracionalnosti v ljudeh pomiriti, ne. In tukaj po moje je ves čas naloga filozofa, da na to tako ali drugače opozarja. Ampak meni se seveda zdi, da ta konspiracizem, te teorije zarot, o katerih se pogovarjamo, bistveno bolj obvladuje recimo to družbeno mentaliteto v Sloveniji, kot smo to pripravljeni priznati. To, čemer se čudim, je
pravzaprav zakaj smo se šele leta 20 začeli pogovarjati o teorijah zarot. Še pa so tukaj med nami, bi rekel, vse navzoče ves čas. Ne? Pa zdaj ne govorim o teh klasičnih teorijah zarot, ne vem, kot so kemični repti, pa chemtrailsi, pa ali Elvis Presley še živi, ali je že mrtev, ali smo stopili na Luno, ali nismo stopili na Luno, ampak vse to, ne? Govorim pravzaprav o tem, kako se v Sloveniji že 20 let, 30 let dela politiko. Politiko se dela skozi konspiracizme, skozi teorije zarot. Se ta vladajoča politika, ki imamo zdaj, je velemojstrica tega. Ne? Jaz sem napisal eno knjigo o paranoji, kateri dokazujem. Paranoja je zelo podobna družbena struktura kot konspiracizem. Kako pravzaprav vladajoča oblast uspela prepričati in hipnotizirati slovenske množice, svoje vojsko volivcev, s pomočjo, bi rekel, paranoidnih mehanizmov, skozi psihopolitiko, psihopolitiko paranoje in teorije zarot. Zakaj psihopolitiko? Zato, ker je psihopolitika preprosto način nekaterega v Sloveniji stranka SDS, recimo, uspeva skozi svojo propagandno mašinerijo in psihološko instrumentalizacijo volivcev doseči svoje cilje. Se pravi, svoje cilje dosega na ta način, da vpliva na psihologijo množic. Zakaj se o teh, bi rekel, propagandnih mehanizmih tako malo pogovarjamo, ne vem. Ampak če greste, bi rekel, analizirati to politiko, recimo stranke SDS, potem boste videli, da na vseh ključnih točkah dobesedno parazitira na teorijah zarot in paranoji kot takšni. Tukaj ne gre samo za to, da je strukturirala nekaj, kaj je značilno seveda za bi rekel, psihopolitiko paranoje, da ves čas išče in seveda zelo hitro najdeva tega prasovražnika, v katerega potem usmerja svoje sovraštvo. Ta ta prasovražnik vladajoče stranke v tem hipu je gotovo ves čas komunizem, se pravi, ves čas izhaja iz tega strahu pred komunizmom, imate Milana Kučana, imate Murgle, imate Udvomafe, imate vse to, ampak hkrati je ta tarča tudi premična, zelo premična. Ni samo sovražnik Milan Kučan in komunizem, ampak je po potrebi karkoli, ko pride begunci, so sovražnik begunci. Ko pride LGBT skupnost, so sovražnik LGBT skupnost. Ko pride Jud, je sovražnik Jud, ker tudi antisemitizma imate zelo veliko. V končni fazi sem se ravno kar znašel na naslovnici Demokracije, ker sem ovadil glavno glasilo SDS-a, spodbujanja rasizma in antisemitizma in recimo govoril rednik glasila Demokracija, SDS, njemu ni težko zanikati holokausta. Imate cel kup njegovih tweetov, katerih zanika holokausta. Skratka, te tarče so premično, ampak kar je pomembno za ustvarjanje te psihopolitike je, da ves čas išče točko sovražnika, v katero bo potem uperila ves gnev in vso jezo in bes, ki ga pač ljudstvo premore in začne z licitiranjem. Ne vem, 2 dni nazaj ste imeli izbor Slovenke leta, Nika Kovač, nenadoma zdaj Nika Kovač, razredni sovražnik v državi. Letijo vse puščice možne proti Niki Kovač. NGO, nevladniki so super sovražnik v državi trenutno. Obstajajo celo neke špekulacije, da bo zdaj poskušal pravzaprav zaradi njih igrati recimo Janša na karto neveljavnih volitev, kar takega. Kulturniki so sovražnik, kulturniki so super
nevaren sovražnik v Sloveniji od leta 2020, nevladniki, še zlasti z Metelkove 6. Ta tarča je zelo, zelo premična. Seveda to ne pomeni, ne, da je zdaj Kučan kaj manj aktualen, zato ker paranoik vedno, paranoik živi od tega, da strukturira sovražnika, ampak v tem primeru imate lahko istočasno tudi več sovražnikov, ne. In potem na podlagi tovrstne politike dosežete svoje cilje. To je seveda potem ena politika zbujanja sovraštva, diskriminacije, nestrpnosti in taka pač ta politika dobejoče tudi je. Če malo še se vrneva na besedo paranoja, pa malo en tak humoren moment, ali rečemo temu na ta način že damo, se je govorilo in se je pisalo, da je sama filozofija strukturirana kot paranoja. Mogoče še kaj o tem? Ja, o tem pišem tudi v svoji knjigi, ne, o paranoji. Glavnem gre za zanimivo, ne, tradicijo, ki se vleče od Freuda in njegovega spisa Totem in tabu, ne, v katerem je dejansko filozofe razglasil za paranoike, religiozneše za nevrotike, ne, in umetnike za obsesivneže in tako dalje. Ne. Dejansko je, recimo, Freud največ pisal o primeru paranoje in tam mislim tudi prišel do te ideje, da so filozofi pravzaprav podobni paranoiku ob analizi nekega pravega paranoika, po imenu Daniel Schreber, ne, ki ga mimogrede nikoli ni srečal, on je samo bral knjigo o tem pacientu Schreberju, ki se je mimogrede domišljal, da želi Bog seksati z njim. To je bila njegova osnovna travma, prepričanje, da želi Bog seksati z njim in da ga želi spremeniti zaradi tega v žensko, da bi lažje seksal z njim, očitno je Bog hetero. Ne. In je potem seveda Freud v tem spisu zaznal, ne, da je Bog, ki nastopa v teh, recimo, fantazmah tega Schreberja, pravzaprav njegov psihiater, ki ga zdravi, in da želi ta Bog iz Schreber dejansko v sebi potlačiti svoje homoseksualne težnje, ki jih goji do svojega lastnega psihiatra, ki ga želijo zdraviti. Ne? Tako da je potem paranoja interpretiral kot latentno homoseksualnost. Skratka, za Freuda je bila paranoja latentna, nerealizirana homoseksualnost. In potem piše o tem svojem spisu o Schreberju, ne, tako da je še huje, ne, filozofijsko zgleda tudi vsi latentni homoseksualci. No, potem je, jaz seveda mislim, da je to precej trapasto, kar trdi Freud, no, potem pa je seveda Jacques Lacan nadaljeval kot tradicija, kot veste, Lacan potem koncipiral, ne, svojo teorijo kot neke vrste povratek k Freudu, ne, treba je samo Freuda vzeti za res in tako dalje, ne. In kasneje imate Slavoj Žižka, ki koncipira pa svojo filozofijo kot povratek k Lacanu, ki se že vrne k Freudu, tako da imate vso to linijo. Ampak recimo Lacan, to želim povedati, je bil znan potem, da je vzel zelo za res to idejo, da je na filozofiji nekaj paranoidnega, ne. Zato je recimo se obrnil proti filozofiji in zgradil koncept antifilozofije. On ni maral, končni fazi ni maral filozofije, on je bil za antifilozofijo. Zdaj, zakaj je filozofija paranoidna, to moram pojasniti. Je zato, ker po prepričanju Freuda in Lacana filozof ves čas na podoben način kot paranoik, ne, gradi neke filozofske sisteme in teorije samo zato, da bi ubežal nekemu primarnemu dvomu o stvareh. In potem recimo Lacan v nekem svojem spisu citira Descartesa, njegove meditacije, v katerih poskuša Descartes najti
nek temelj, ne, ki bi mu služil za začetek mišljenja, tisto, kar je nepogojeno, tisto, kar je ostran dvoma in tako dalje. Ne, potem, ko Kristaj na koncu pride do tega, ne, da česa res ne moramo zanikati, je pa to, da v tem hipu dvomimo in da če dvomimo, ne, če v vse dvomimo, potem mislimo in da če mislimo, potem smo, ne, potem pridemo do tega cogito ergo sum, ne, mislim, torej sem. Ampak začetek v tej dubitaciji, ne, dubito ergo cogito, spravi, dvomim, torej mislim, dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Ne, in ta dubitacija, ta dvom se je zdel Lacanu in že Freudu tako zelo sumljiv in tako zelo paranoiden, ne, da je na podlagi tega dvomljenja razglasil filozofijo za paranoidno. Ne. Tukaj citira, Lacan prav citira tega zlega duha, ne, skoraj Descartes ima v meditacijah to možnost, da se sprašuje, kaj pa če zdaj razmišljam o tem svetu in tako dalje, ampak moje misli ves čas vodi nek zli duh, to niso moje misli, to je nek zli duh, ne, malo ženi, ki mi imputira svoje misli v mojo glavo. Kaj bo pa zdaj s tem naredil? Ne? Ne? Vsi ti koraki dvomljenja, skepse, a ta realnost prava, ki nas obdaja, a je resnična, kaj pa če me ves čas vara zli duh in mi imputira moje misli, tako da to niso dejansko moje misli, kaj so potem moje misli, če ves čas namesto mene misli zli duh. Vse tem je srka Lacan videl nekaj super sumljivega, potem je videl neko bazično, primarno dejavnost filozofa, izdelo se mu je, da to počnejo paranoiki, ne? To delujejo vsi paranoiki, ki dvomijo vse okoli sebe, ne? In so predvsem prepričani, to je zelo temeljno za paranoika, da se vse vrti okoli njih in da se vse uprizarja za njihov pogled. Paranoik je prepričan in potem z tega zgradi vedno nek miselni sistem, podobno kot filozof, ne? Da se vse uprizarja in scenira za njegov pogled. Ne? Njemu je vse namenjeno. Ne? In podobno morda tudi filozof. Skratka, jaz mislim, da je to precej trapasto, kar sta mislila Freud in Lacan, ampak sta, kot vidite, verjela, ne, da je filozofija neka paranoidna dejavnost. Ne bi se mogla bolj motiti. Hvala za ta humoren premislek še o filozofiji, kot o filozofih in filozofinjah, kot paranoidnih oseb, ki tavajo po tej naši ljubi zemlji. Smeš še nekaj dodati? Ko sem napisal knjigo o paranoji, me je celo en novinar poklical, samo en, in to je bil novinar Mladine. In potem je rekel takole, ok, vi ste zdaj napisali knjigo o paranoji. Ali za to, da napišete knjigo o paranoji, morate biti paranoik? In ko se rekel, čakajte malo, ne? Ali za to, da napišete knjigo o pornografiji, morate biti pornograf? Ali za to, da napišete knjigo o alkoholizmu, morate biti alkoholik, ne? In tako dalje, ne? Skratka, a vidite, spet ta stereotip, ne? Nekdo, ki piše knjigo o paranoji, ne? Pa še filozof je ta pozitiv paranoje, ne? Boris, hvala za vse te tvoje pronicljive razmisleke, za vso temo, ki sva jo obdelala. Bomo počasi zaključili zato, da imate še slušatelji čas za kakšno vprašanje, z veseljem ga postavite. Če imate še kaj za vprašati, če imate kakšno vprašanje, če se je komorkoli karkoli porodilo, kar bi radi izpostavili, ste ljubno in lepo vabljeni. Ja, ker? Meni se je že na začetku porodilo vprašanje v zvezi z intelektualci in filozofi. Če so filozofi intelektualci, kar lahko vidimo, ali so intelektualci potem filozofi. Ne, seveda ne. Ne, mislim, to ni bila na nobeni točki teza. Moja
Jaz samo mislim, da so filozofi najbolj poklicani, da bi morali biti javni intelektualci, seveda pa so javni intelektualci tudi drugi profili. Ker tukaj se vse čas pogovarjamo pravzaprav o čem, ne? Da znanstvenik, ne? V čem je razlika zdaj med intelektualcem in znanstvenikom? Ja, očitno v tem, da znanstvenik odgovarja zgolj za en ozek spektr, ali pa na zelo ozek spektr vprašanj, ki zadeva njegovo področje zanimanja in poklic, kolikor ta konvergira ali se ujame z nekim družbeno relevantnim vprašanjem in tako dalje. Ne? Medtem ko javni intelektualec pravzaprav po definiciji, po mojem mnenju, meri na to širino, na celoten spektr družbenega dogajanja kot družbenega dogajanja. Ne? V tem smislu bi pravzaprav intelektualec moral biti nekdo, ki ima neko vizijo povezano z dogajanjem v družbi in tako dalje, ne samo da opozarja kritično na anomalije, ne vem kaj. In tukaj se mi zdi, da so morda filozofi malo bolj poklicani za to. Nikakor pa ni ta enačaj med obema pojmoma. Zdaj nisem mislil na enačaj, ampak moja teza pač je, da intelektualec naj bil tudi vsaj malo filozof. Mislim, ja, vsi smo filozofi. Ne? Veste, kaj se dogaja? Ne? Večkrat vidite, to je pa zelo zanimivo, ne? Večkrat vidite nekega kakšnega pravnika, ki se podpisuje, da je on filozof, ne? Pravni filozof. Imate več teh pravnikov, ki pravzaprav nima, ne vem, diplome iz filozofije in tako dalje, ampak so radi filozofi. Veste, ljudje so radi filozofi takole, kot so ljudje radi pesniki, ne? Vi ste, ne vem kaj, ste geodet, ste inženir, ampak ste tudi pesnik, ker ste napisali eno pesniško zbirko. Na podoben način danes ljudje sebe hitro interpretirajo kot filozofi in se tudi podpisujejo kot filozofi. To se mi zdi malo sporno, ne? Ampak nimam pa nič proti, če se ljudje, mislim, filozofi smo samo veseli, če se tudi ne filozofi predajo filozofskemu mišljenju, ne? Zdaj samo vprašanje, kje je potem ta meja, kako se boš okvalificiral in podpisal javno, ne? Nisem razmišljal v tej smeri, ampak čisto kot uporaba metod, orodij. Ja, mislim, hvala Bogu, ne, ta metoda in orodje so na voljo čisto vsem, niso samo nas filozofije, so ne. Tako da. Ja? Izhajam iz časov epidemije, zadnjih 2 leti in bom uporabila tole pač latinsko misel, ampak bom začela non dubito ergo cogito, ergo credo. Ne? Ergo sum. Ergo credo. Verjamem, kot ergo sum. Ergo sum ne, bolj ergo credo kot verjamem. Ok, credo, verjamem, dobro. Ja. Pač govorim o COVID zgodbi, ki ni prizadela samo zdravje, ampak je grobo posegla tudi v ustavo, ne samo v Sloveniji, tudi izven meja Slovenije, oziroma vse posod, ker je COVID zgodba bila, oziroma je še vedno aktualna. Zanima me osebno, nisem zaznala, lahko da nisem dovolj sledila, nisem pa zaznala glasu intelektualcev, ravno glede tovrstnih problemov, čeprav vemo, da je zdravje glavna vrednota, ampak istočasno mislim, da vemo vsi, da se je grobo posegalo v ustavo in ustavne pravice. Ne? S tem, da poudarjam to, da pri celotni zgodbi od Evropskih konvencij in do naše ustave nikjer ni bilo zapisano, da je cepljenje kot edina opcija izboljšanja situacije, nikjer ni bilo opredeljeno kot obvezno. Ne? Tukaj vidim lomljenje ravno realnosti in me zanima,
Kaj je vaše mnenje? Osebno, kot sem rekla, menim, da ni bilo dovolj kako ste rekli, obadov. Ni bilo slišati obadov. Ni bilo intelektualnega glasu, ki bi spregovoril tudi o tem. Ker ob zdravju so ostale pravice enako zelo, zelo pomembne. Kakšno je vaše videnje dogajanja? Ja, kot ste lahko objavili, jaz nisem bil v tej zgodbi, res nisem bil bad, tudi na način, kot vi to, bi rekel, predlagate, iz enostavnega razloga... Samo sprašujem. Iz enostavnega razloga, ker sem gotovo bil v taboru cepilcev, da tako rečem. Žal smo se tukaj razdelili. Jaz seveda ne verjamem, da so te dihotomije cepilci, anticepilci zelo produktivne. Nisem zdaj ta navijač, ki bi rekel, mi smo cepilci, vi ste pa anticepilci in mi moramo vas poraziti, ne gre za to. Ampak preprosto teh vprašanj v situaciji, v kateri so ljudje množično umirali, v kateri so ljudje množično zbolevali, ker je šlo, bi rekel, za zelo tragične zgodbe. Ta vprašanja se mi, pač povem, zelo po pravici niso zdela toliko ključne narave, da bi moral odigrati vlogo obadov. Se pravi, povedano drugače, jaz ne znam presoditi, če so ti ukrepi bili protiustavni. Če bi znal zelo dobro presoditi, zato bi moral imeti zelo veliko pravniških znanj in morda biti tudi pravnik. Bom rekel nekaj zelo provokativnega. Morda bi celo v tej situaciji, ko bi znal presoditi, da je prišlo do kršitve ustave, pravzaprav v imenu zaščite javnega zdravja in tega, da ljudje čim manj trpijo in zbolevajo, bil pripravljen kakšno stvar tu spregledati. Evo, to je zdaj moja provokacija. Skratka, jaz mislim, da ko damo na tehtnico dve stvari, človekovo življenje in na drugi strani nek dokument, tudi če je ustava, če je stvar zelo jasna, moramo preprosto slediti večjemu dobremu, v tem primeru je večje dobro definitivno bilo zdravje ljudi in njihovo preživetje. Nisem pa res zaznal, po moje vednosti teh kršitev ustave na ta način ni bilo. Pravim pa, tudi če bi bile, bi bil v veliki dilemi. Tako da tu jaz nisem bil videl bad, ker nisem videl, da bi moral igrati vlogo. Najbolj sem pri tem razmišljala iz vidika intelektualec, je ena zadeva, ampak glede na to, da vsi filozofi, sociologi, politologi in tako naprej niso iz zdravstvene sfere, torej, so enaki laiki kot tisti ostali, ki so dvomili v zgodbo. Razumete? O tem govorim, In me je zanimalo, odkot ta slepa vera, ki je skoraj v fanatizem prešla pri večini prebivalstva. Ker znanja tukaj, da si nalijemo čistega vina, tudi pri intelektualcu tovrstnega znanja ni. Da bi lahko sam presodil, koliko je zgodba težka, koliko pa ni. Iz tega sem izhajala. Se pravi, jaz sem začel današnjo zgodbo s tem disclaimerjem, da v bistvu intelektualec ti kar ne moreš biti. Če te drugi prepoznajo in oklicuje za intelektualca, potem najbolj si, če je to dovolj množično, da pa samega sebe smatraš za intelektualce, pa seveda zelo, zelo premalo. Tak v tem smislu jaz moram druge vprašati, če sem jaz intelektualec, ampak vidim, da me pravzaprav v medijih ni tako, da bi sklepal, da nisem. Što videti, vprašanje ni letelo v vas osebno. Lahko samo še eno vprašanje, ker nas je tukaj ogromno, pa bi verjetno še drug nekaj vprašal, da ne bo eden zavzel vsega prostora. Izvolite. Ni bilo mišljeno. Ja, danes ste kar nekaj vezani tvojimi intelektualci za tvojega človeka znanja. Zdaj vprašanje je v tem modernem času, ko je znanje vedno širše, kako je možno s tem doseči široko znanje, ko več ni možno danes imeti renesančnega človeka, količine informacije. To je vprašanje, prvo vprašanje je bilo, kako to mogoče doseči, drugo vprašanje bi bilo,
Vprašanje ste zastavili na začetku, pa ni bilo odgovorjeno, ali družba želi danes imeti ljudi z širokim znanjem. Ne? Jaz bi rekel, da celo bi odgovor ne, ker če želimo biti uspešni, se moramo koncentrati na samo eno področje in samo eno področje se specializirati. Ne? In zdaj je prav obratno tistega želje za širino znanja. Torej, če smo širino svojega znanja, potem smo manj uspešni, drugo pa ne želi manj uspešni ljudi. Torej, kako rešiti problem svojega znanja, kako rešiti problem, da je lahko človek uspešen tudi kot za širino znanja, ne samo z specializacijo. Ja, zdaj vprašanje je, kako definiramo to širjeno znanje. Ne? Danes več ni Aristotela. Aristotel je bil ta super, bi rekel, znanstvenik, ki je, ne vem, seciral živali, potem je šel pa napisal knjigo o meteorologiji, potem je napisal knjigo o metafiziki, ni da ni, kar je počel. Ne? Vprašanje je, kaj zdaj ali obstaja kaj takega kot širina znanja in ali ima ta pojem še kakšno vsebino. Ampak nekaj drugega bi rekel, popolnoma pravilno opozarjate na to, kako bi rekel, diskrepanco med vlogo ali pričakovanji, ki bi jih nek javni intelektualec moral izpričati in ta bi, za svoje merodajne presoje moral imeti neko širino znanja, in na drugi strani specializacijo znanj ali pa znanosti, v katero je pač sodobna družba zašla. Ne? In tukaj moram kritično, pa hkrati z neko mero razumevanja spregovoriti recimo o tej univerzitetni srednji. Ne? Namreč, kaj se danes dogaja, ko smo že pri tem pojmu intelektualca. Danes boste v univerzitetni sferi zelo težko našli ta profil intelektualca. Ljudje, skratka, moji kolegice in kolegi na univerzi ne želijo, bi rekel, vzeti nase te naloge, tudi če bi potem jim javnost to funkcijo priznala, iz enostavnega razloga, ker se prihajajo za čim, za temi sikristočkami, znotraj svoje zelo omejene znanstvene discipline in poddiscipline in raje pišejo znanstvene tekste, ki jih na koncu prebere 5 ali 10 ljudi v državi in dobesedno nič več. Se pravi, ta specializacija znanj je na nek način pohodila, to, kar bi sicer mi kot aktivni državljani morali biti, in še zlasti akademiki. Po eni strani seveda ta karierizem, ta nuja, da boš, kako bi rekel, prisila, da boš, bi rekel, priživel kot akademik, če boš seveda te super specializirane znanstvene članke imel in oddelal, to si prisiljen. Po drugi strani pa tudi sama specializacija. Mi smo skratka vsi postali fahidioti, in posledično, tu imate popolnoma prav, smo potem specialisti za analizo, ne vem, česa, samo ene vrste ribe, ki plava v Dravi, drugih ne, ampak samo za eno vrsto ribe, zato smo mi specialisti, prvi na svetu, ostalo nas pa ne zanima, že flora in fauna Drave nas ne zanima, kaj še res ostalo v družbi in sicer. Tako da potem celo življenje glodimo tisto eno ribo v Dravi kot biologi, o tem pišemo znanstvene članke, druga nas ne zanima. Tako da na nek način na sistem, akademski sistem in družbeni sistem dokazovanja v to sili, na drugi strani pa se mi vendarle zdi, da v človeku mora obstajati ta želja in potreba, da ne počne samo tega, da ga družbeni fenomeni zanimajo, da se počuti vpletenega, da ga zanima lastna prihodnost, usoda, da ga zanima usoda družbe, da mu ni vseeno, kdo je na oblasti in tako dalje in tako naprej. Skratka, tu se poraja, to sem mogoče danes pozabil izpostaviti, to vprašanje človekove družbene odgovornosti. Kdaj in kako biti kako ravnati družbeno odgovorno, kako biti aktiven, kritični državljan. Mislim, to je zdaj vprašanje, ki bi se ga vsak med nami moral zastaviti. Kdaj in s kakšnimi dejanji dosegam ta minimalni standard kritičnega državljana ali pa aktivnega državljana.
tukaj se vse začne. Ne? In se mi zdi, da morda to bi rekel, pozicijo intelektualca niti ne bi potrebovali, te pozicije ne bi potrebovali, če bi seveda vsak med nami igral to vlogo, kritičnega državljana. Ti moji kolegi, akademiki, pa seveda glodajo tisto eno ribo v Dravi, ne? In tako do penzije, in kot rečeno, ne, dekan in rektor pa jih potem pohvalita o podelitvi diplome, magistera, doktorata, da oni so pa intelektualci. Ne. Tako da so potem še prepričani, da so oni res intelektualci s tisto ribo v Dravi. Še kakšno vprašanje morda? Ja? Jaz bom tezo postavil, ne? To državo so grabili obramboslovci. Mi pa imamo definitivno. Mi imamo filozofe, imamo ekonomiste, celo paleto, ne? In jaz mislim, da tukaj gre zraven še za eno zadevo, eno besedo, ki je danes nismo izrekli. Značaj. To mene vrača nazaj v službo, ko nas je bilo 11 vodij skupin. 2 sva upala razpravljati. Ne na eni, v daljšem časovnem razdobju. Sej fajn je imeti mir, pa ni fajn, če te pokličejo, pa te bombardirajo. Ampak od teh ljudi, ki imajo izobrazbo, ki imajo neki ponos, vse morali bi ga imeti. In tudi filozofi so tukaj, in tudi ekonomisti, če samo omenim, kako smo zadolženi, pa lahko bi našteval, bi pričakoval, predvsem strani profesorjev, tudi moji iz ekonomije nekoč, da bodo malo bolj glasni. A veste še, kaj vam bom rekel? Jaz sem bil študent ekonomije v Mariboru od 70. do 76. A veste, da so upali, kaj več povedati, pokojni profesor Lah Crnkovič, da smo študenti razumeli. Danes pa imamo občutek, morda sem krivičen, zdaj pospošeno, ne samo posamezno, oziroma izključno posamezno, ker posamezniki upajo, ne? To moram priznati. Ampak več bi pričakoval, premalo je tega. Ne? Sploh, ko gre za take neumnosti, da ne rečem idiotizme, ne? Ob drugi priliki bom malo razložil komunikacijo med menoj in poslancem Marinom Pojbičem. Ko sem ga pripeljal do tega, da ima osnovno šolo, ne pa maturant. Me razumete? Pa sem ga pripeljal do tega, ne? To pa rečeš, skozi vso komunikacijo, ki smo imela preko računalnika, a je to možno? A je to možno? A je on filozof? A je on intelektualec? Ja, ne vem, če bi znal to črtovati, besede. Kaj ne rečem, ja, to glede vloge ekonomistov je zanimivo. Imamo nekaj ekonomistov, ki, bi rekel, analizirajo in kritizirajo dogajanje, ne vem, Jože Damjan, pa Bogomir Kovač sta verjetno med najbolj izpostavljenimi. Ampak veste, kaj je zanimivo, ko že omenjate mariborske ekonomiste, ne, te stare šole. Nekaj zanimivega se dogaja, ko smo prej govorili o javnem komentiranju in intelektualcih. Ne. Mariborskih ekonomistov pa dejansko ne vidite. Tiste, ki vidite, so v teh državnih službah relativno visoko, če so, ker so del, bi rekel, problema, ne rešitve. In kritični bolj in manj niso. Ne. Ta mariborska ekonomska šola res ne da veliko od sebe, to bi se strinjal. Ampak, po drugi strani bom pa še nekaj povedal, to pa se mi zdi res pomembno. Kdo je danes pripuščen k javni besedi, je zanimivo vprašanje. Ne? Recimo, bom skozi anekdoto poskušal povedati, jaz se recimo spomnim 20 let nazaj, so se mediji, takrat še jih nisem to kritiziral, ne? So se mediji še kar zanimali za moje mnenje. Ne? Pa se spomnim, da so se enkrat pripeljali studija City, ne? So hoteli imeti moje mnenje, pa se rekel, ja, ampak jaz stanujem na Ptuju, takrat sem živel na Ptuju, že ni problema, pridemo. Ne?
in so se pripeljali k meni domov na Ptuj in me posneli. Cela ekipa Studio City, ne? Pa potem, ne vem, se spomnim Pop TV, pa so spet hoteli imeti nek družbeni komentar, pa so se tam pripeljali na novinek pri Vurberg, so rekli, ni problem, vse na Vurberg, kot doma, ni problem, pridemo na Vurberg, ne? In prišla ekipa in smo tam snemali, enkrat smo snemali na Ptujskem mostu, se pravi, spomnim tako dalje, ne? Ampak to je bilo 20 let nazaj. Vmes sem se zaradi medijske kritike očitno medijem novinarjem zameral, ampak zgodilo pa se še nekaj drugega, kar je neodvisno od tega. Namreč, mediji so se ekonomizirali. Kaj za to pomeni? To pomeni, da več teh ekip na terenu ni. Veste, ne bo več prišel Studio City za vas na Ptuj ali Maribor, ne? Ne bo prišel Pop TV na Vurberg, ne? Ali boste vi prišli v Ljubljano, ali pa nič, ne? In to se zdaj dobesedno tako dogaja, veste. Prej mediji so postali zelo ljubljanocentrični, ne? Vi ste pripuščeni do besede samo, če ste tam nekje, ali pa če se na svoje stroške pripeljete v Ljubljano in je to, ne? Do vas mediji več ne bodo prišli. In tukaj zdaj že Maribor nenadoma, čeprav ima, ne vem, RTV regionalni center ali kaj takega, v precejšnji meri pade ven, ne? Tako da treba je razumeti, da, če govorimo tako malo lokalpatriotsko, ne, da je to, da biti javni intelektualec, ne, in priti do besede pa žali Bog, prideš pretežno lahko samo skozi medije. Danes bolj manj pomeni biti lociran v Ljubljani, govoriti po ljubljansko po možnosti, ker do vas pač noben novinar ne bo prišel. Mislim, noben, malce pretiravam. To se dejansko to zanimiv fenomen, no? Kako je ta stroškovnik medijev pripeljal do redefinicije tega, kdo pa zdaj lahko nastopa v medijih in kdo ne. Tako da, mogoče ti mariborski ekonomisti niso toliko krivi, ne, vam želim povedati, malo so že, ne, malo so pa spet krivi, mogoče, ne. Še kakšno vprašanje morda? Povedati, da mi iz teh univerzitetnih sfer, ne samo iz ekonomije, ne pričakoval večji odziv na ta dogajanja, ki so, ne, ki pa niso po mariborsko fajn daleč od tega, ne. Ja, se strinjam. Glede na čas, še eno vprašanje, imamo čas, če še ima kdo kakšno? Ja? Ja, mene zanima ena bolj aktualna zadeva, ko sem vaše ime tudi zasledil med podpisniki Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo. Ste pač nagovarjali ene točno določene politične stranke, če ste kakšen odziv dobili od njih, pa če še kakšne take podobne pozive načrtujete. Ja, mi smo del teh nevladnih organizacij Glas ljudstva in tako dalje in promoviramo njihove zahteve, s katerimi se naslavljajo na posamične stranke in pač upajo, da bodo svoj program, zdaj stranke, ko gredo na volitve, tudi prevzele te zahteve. Nimamo posebne agende, ne? Zdaj smo seveda pozvali proti razprodaji turističnih biserov, recimo, kaj takega. Ravno to zavezništvo, ki ga kolega omenja, še morda en primer tega, kako lahko morda nekdo kot javni intelektualec deluje. Če sam ne, potem pač preprosto napišeš z istomišljeniki neko pismo in poskušaš, bi rekel, po svojih močeh prispevati k družbeni dobrobiti, opozarjaš na avtoritarne težnje te oblasti, jo grajaš in tako dalje, ne. To mislim, da je pač ena od formul, kako se človek lahko na ta način udejstvuje. Da imamo za kakšno novo akcijo tega, ki ne znam povedati, oziroma zaenkrat je nimamo, ne. Želimo pač biti to, bi rekel, zrcalo oblasti in škodega. Preden se vam še dokončno vsem zahvalim za današnji obisk, bi prosil samo še dr. Gašperja Pirca za en kratek, morda medklic
kot predsednik Slovenskega filozofskega društva, da mu dam še besedo, stavek ali dva. Gašper, prosim, če... Ne, hvala lepa. Da se zahvalil, no, sem se prišli tudi v imenu so organizatorja, seveda boli so predno verjetno, da sem en najbolj aktivni in konstruktivni članov vedno Slovenskega društva, torej sem govoril še eno veliko možnost, da poslušati. Mogoče, če ne bi bilo tega zadnjega vprašanja, bi bilo idealno nadaljevanje, da mi je zelo všeč, da smo lahko vsem manj ljubljanci in da imamo dogodke tudi v Mariboru, še v nekem drugem kraju v Sloveniji. In je mene izjemno veseli, da je očitno zaživela filozofija med knjigami, ki bo projekt, ki smo ga nekako lani spomenili in je v veliki meri zasluga magistra Igorja Černeta, kar mislim, da se tiste služi pohvala še enkrat za organizacijo. Vodenje. Za vseh, ki ste se pa zbrali, ki ima res izjemno visokem številu, smo tudi prinesli nekaj publikacij društva, ki jih lahko vzamete, ki si jih lahko gledate. To mi je glasilo društva, oziroma danes se zavija bio društva, izdaja Antropos, so šli tudi, kako zamete z mano je, glavne oblika Antroposa, lahko tudi malo pripravni, da to je to. Imamo tudi seveda knjižico o poljskih etiki, Slovensko filozofsko društvo je sodelovalo pri izdaji te publikacije in v končni fazi pa tudi, če vam je bil všeč sam dogodek, če se vam bili všeč, če želite še podobne in če sicer podpirate Slovensko filozofsko društvo, ki je tudi organizacija zelo masičnih, zelo podobnimi cilji, ki se postavi, da opozarja družbene probleme in predvsem da organizira dogodke z zanimivimi gosti in filozofskimi temami, potem da ste bili vabljeni na tem postanjega kot sami člani Slovenskega filozofskega društva, imamo tudi prijavnice, če se želite se članic in bi bili zavrejeni vaše podpore. Ampak toliko o tem, še enkrat pa hvala gostu, hvala seveda za našo moderacijo. Super, upam, da se spet naslednjič vidimo. Hvala, Gašper. Boris, tebi še enkrat hvala. Res hvala vam še vsem, ki ste se danes udeležili dogodka, res izjemno število vas je prišlo. Spremljajte obvestila na strani oziroma na različnih profilih virtualnih in drugačnih Mariborske knjižnice in SFD-ja. Dogodki filozofije med knjigami se bodo nadaljevali, nimamo sicer zdaj še prihodnjega datuma, vsekakor pa se stvar nadaljuje. Hvala še enkrat. Hvala vam. Srečno. Trajno da to se vrhovnja.